V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Najprej lep pozdrav vsem tukaj zbranim. Današnjo slovesnost bomo začeli s to sveto mašo, s katero se bomo tudi spomnili pokojnih, ki so dali tudi življenje za našo domovino, za našo državo, pokojnega Miroslava in pokojnega Antona in vseh ostalih, ki so tudi na ta način potrdili svojo ljubezen do našega naroda, do domovine. Gospod nam govori, jaz sem rešitev ljudstva, v katerikoli stiski me boste klicali, vas bom uslišal in bom vaš Gospod vekomaj. Tako pravi tudi vstopni spev, to daritev, ki bomo darovali za domovino, za državo in prosili, da bi nam Bog naklanjal modrosti, miru, razumevanja, kar so eni temeljnih pogojev za dobrobit naše domovine. Iskreno pristopimo k sveti daritvi, priznajmo in obžalujmo vse svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, neskončna modrost, Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko Te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam, državljanom, pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Darilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje, kakor Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo in potrpežljivost.
prenašate drug drugega in si odpuščate, če ima kdo na kom kaj grajati. Kakor je Gospod vam odpustil, tako tudi vi. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, kateremu ste bili poklicani v enem telesu, in hvaležni bodite. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami, v vsej modrosti drug drugega poučujte ter opominjate in se s psalmi, slavospevi, duhovnimi pesmimi hvaležno pripevajte Bogu v svojih srcih. Vse, kar delate v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus videl množice, je šel na goro. In ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljene dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, tak je običajen pozdrav ob začetku nagovora pri mašah. Enako danes pozdravljam, saj se zavedamo, da le v pravi bratski, sestrski povezanosti
lahko čutimo sporočila in vrednote, ki so nam svete. Tesno povezano z vrednoto ljubezni in povezanosti je hvaležnost. Brez hvaležnosti človek ne more veljati za kulturnega, vzgojenega. Danes nas povezuje spomin na umrla vojaka Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta se vključila v boj za domovino v tistih prelomnih, usodnih časih pred 34 leti. Povezuje nas hvaležen spomin na vse, ki so sodelovali pri osamosvojitveni vojni. Nekateri so to plačali življenje. Kot narod smo Slovenci obstali skozi zgodovino, ki je bila velikokrat viharna in težka. Ohranili smo se zaradi neizmerne zvestobe, ohranili zaradi vrednot, ki so nam bile svete. Ozemeljsko nismo veliki, ogromno mest po svetu je po prebivalcih večjih od prebivalcev naše domovine. Vendar pa slovenski pregovor pravi: nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova. Nismo veliki po številu prebivalcev, lahko pa smo veliki po vrednotah, ki so naš narod vedno delale velike. Izstopali smo, tudi danes, čeprav velikokrat tega ni več tako opaziti, po delavnosti, poštenju, kulturi, zvestobi slovenstvu. Z osamosvojitvijo so se izpolnila stoletna pričakovanja. Ali smo res hvaležni? Ali znamo to ceniti? Spomin mi uhaja 34 let nazaj. Kakšna radost, kakšno veselje. Kako ponosno smo ob osrednji slovesnosti v Ljubljani povzdignili novo slovensko zastavo, simbol naše državnosti, slovenstva. Simbol, s katerim bi se moral poistovetiti vsak Slovenec, vsak domoljub. Prizorišče so takrat preletavala letala z zvezdo, simbolom tistih, ki nam niso priznavali tega, kar je naše. Trije simboli so, ki bi nam morali biti vsem sveti: zastava, himna, slovenski jezik. To so več kot zgolj samo simboli. Poudarjajo našo identiteto, našo ljubezen do domovine. Žalost me preveva, ko na primer danes zastave, simbola naše države in domovine ne cenimo dovolj. Ob državnih praznikih mnogi ne izobešajo zastav. Dovolili smo, da v tako imenovanem umetniškem performansu skozi izrezano zastavo gleda ženski nosečniški trebuh. Na mnogih dogodkih in proslavah je videti zastave z zvezdo, zastave nekdanje države, ki bi se jih morali sramovati, če bi bili pokončni, zavedni Slovenci. Ne, da bi jih bilo samo, da bi jih bilo treba prepovedati, izginiti bi morale same po sebi, če bi res čutili, da predstavljajo simbol in dobo časa, ki je nam in drugim narodom teptal demokratične vrednote, kot so svoboda besede, vere, kulture. Cicero je izrekel lepo misel: domovina je povsod, kjer je človeku dobro. Imamo domovino, ki je ni lepše na svetu. Domovino polno lepot, čudovite narave, kar je tako lepo izpovedal pesnik Zupančič. Čul sem, kako je zvenelo moje srce, sveta si zemlja in blagor mu komur plodiš. Z oljem mu lečiš razpokano dlan. Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti. Ni samo lepota naravnih danosti, lepoto deželi dajemo njeni prebivalci.
Zakaj potem toliko razprti, sovraštva, povzdigovanja na druge, izkoriščanja? Ali je to res potrebno, ko pa smo vendarle vsi tu za določen čas in bodo naši zanamci prijeli našo dediščino, vzgojo, vrednote? Če je domovina tam, kjer se počutiš dobro, bomo za dobro poskrbeli tudi tistim, ki bodo tu živeli za nami. Kljub vsem pomanjkljivostim, ali pa ravno zaradi tega, moramo ohranjati upanje. Nenazadnje smo romarji upanja, kot nas opogumlja letošnjo sveto leto. Ohraniti moramo zvestobo in hvaležnost vsem, ki so tlakovali pot naši domovini in nekateri dali zanjo tudi življenje. Kako uresničevati to pot? Odgovor nam daje tudi današnja Božja beseda, ki smo ji prisluhnili. Jezus v blagrih, v edinstveni ustavi Božjega kraljestva, blagruje med drugim tudi tiste, ki so krotki, lačni in žejni pravice, usmiljeni, čisti v srcu, miroljubni. Ali smo se jim pripravljeni pridružiti? Ali smo po besedah apostola Pavla z današnjega berila pripravljeni prevzeti usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, prenašati drug drugega in si odpuščati, na vse to pa obleči ljubezen? Hvaležni bodite, dodaja apostol Pavel. Resnično, iskreno moramo biti hvaležni za domovino. Hvaležni bodimo vsem, ki so ji polagali temelje, hvaležni za vse tiste, ki so jo ubranili, tudi pokojnima Miroslavu in Antonu. Hvala vsem državljanom, hvala vsem tukaj zbranim, hvala vsem, ki v srcu dobro mislimo. Bogu sedaj izročimo naše prošnje. Gospod, prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili zvesti oznanjevalci tvojega nauka. Gospod, prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Gospod Jezus, razsvetli nas, da si bomo resnično želeli trdne edinosti in sprave med kristjani in med nami vsemi v domovini. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažjo oznanjajo neresnica in moralna izprijenost. Naj se v družbi obnovi zaupanje v institucije, ki skrbijo za skupno dobro, njihovo delo pa naj bo transparentno in odgovorno. Gospod, v teh nemirnih časih te prosimo za vse dežele, kjer potekajo vojne. Pošli svojega duha vsem odgovornim, da bi se trudili vzpostaviti čim prejšen mir, prebivalce pa tolaži in jim vlivaj upanja in moči. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Nebeški Oče, polni hvaležnosti in globoke vere smo ti izrekli te prošnje. Prosimo te, da jih sprejmeš in uslišiš po Kristusu našemu Gospodu. Amen.
Molimo, sestre in bratje, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, speti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali Tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po Tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, Tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po Svetem Duhu in se rodil iz Device Marije. Da bi spolnil Tvojo voljo in Ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno stajenje. Zato oznanjamo Tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hosana rešava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana rešava. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po Svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato Te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki Ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se Ti zahvalil in Te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmirjeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev.
svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo pokojnega Miroslava, pokojnega Antona, vseh, ki so umrli za domovino, vse brate in sestre, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne dopelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak recite besedo, da zdravlje nam Božje duše. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Molimo. Nebeški Oče, bili smo gosti pri mizi ljubezni in edinosti. Naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ja, prvi del te današnje slovesnosti, druženja je zaključen. Sedaj bo podelil Božji blagoslov, pa želim, da bi v tem blagoslovu ostali skupaj tudi v prizadevanju za dobro v naši domovini. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.